Spoštovane gledalke in gledalci, prav prijazen pozdrav vam pošiljamo iz oddaje Darovi zemlje, v kateri pa danes v našem studiu gostimo magistra Saša Sevra, specialista za prašičerejo in pa za ekološko kmetovanje iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota. Prijazen dober dan in dobrodošli pri nas. Dober dan tudi vam. Tako, dva naziva sva kar povedala, torej prašičereja in ekološko kmetovanje. Midva pa se bova danes bolj posvetila prvi temi, pa morda drugič slednji. In sicer od 1. maja je v veljavi torej za področje prašičereje tudi nov pravilnik, kar nekaj sprememb se torej obeta. Midva pa bova danes malo bolj v ospredje za gledalke in gledalce, predvsem tiste, ki se s področjem prašičereje tudi ukvarjajo, izpostavila, da je prišlo na področju označevanja in identifikacije prašičev do kar nekaterih sprememb. Katere so tiste ključne, kaj bo to predstavljalo nekako za prašičerejce? Tako je. Sicer je že do sedaj bil v veljavi pravilnik, ki je pokrival to področje. Dejstvo pa je, da pač prašiči v prometu morajo biti označeni. In prva novost, recimo v okviru tega pravilnika, je ta, da morajo biti prašiči, ki so stari 9 ali več mesecev, na kmetijskem gospodarstvu označeni. Naši rejci vedo, da po starem pravilniku so bili prašiči najpozneje označeni pred premikom z kmetijskega gospodarstva, medtem ko pa, če pa govoriva o plemenskih svinjah, mladicah in merjasih, ti pa praktično, če niso zapustili gospodarstvo, jih niti ni bilo potrebno označiti. V novem pravilniku je te živali potrebno označiti. Zdaj, način označevanja ostaja, oziroma načini ostajajo enaki. Najbolj pogost način je označevanje z ušesno znamko, to rejci poznajo kot tisto rumeno okroglo ušesno znamko, na kateri je vtisnjena skupna identifikacijska številka, ki pa je v bistvu sestavljena iz zadnjih 6 številk GMID-a. To je najpogostejši način. Potem drugi način je bil označevanje s kladivom. Nekateri rejci so si pridobili na osnovi vloge pravico do označevanja s skrajšano identifikacijsko številko. Ti označujejo s kladivom na desni strani za plečko. Tretji način, ki pa je malo manj razširjen v našem okolju, pa je tetoviranje v desno uho. Tako da to so ti trije načini, ki se v bistvu niso spremenili, ostajajo enaki kot v prejšnjem pravilniku. Če smo zdaj pri označevanju, se pravi pri označevanju je prva sprememba ta, da treba biti označeni praktično ti starejši prašiči na kmetijskem gospodarstvu, medtem ko za mlajše kategorije ostaja enako, označimo jih pred premikom iz kmetijskega gospodarstva. No, druga novost je ta, da se uvajata dva pojma, in sicer komercialni in nekomercialni obrati. Zakaj? Mi moramo verjeti, da v Sloveniji je približno 27,000 takih rej, ki redijo enega ali več prašičev. Dobrih 20,000 je takih, ki redijo do 5 prašičev. In s tem razlogom se uvaja ta pojem nekomercialni obrati. To so v bistvu tisti obrati, ki v koledarskem letu redijo največ 5 prašičev. Ti prašiči ne smejo biti, oziroma na teh obratih se ne sme izvajati razmnoževanja, namenjeni pa so izključno domači porabi oziroma zakolu. Na drugi strani imamo pa seveda komercialne obrate, tu so pa vključeni v bistvu vsi obrati, ki opravljajo kakršenkoli promet s prašiči, ali prodajo prašiče, plemenske živali ali kakorkoli drugače. Pravi, to je prva ta sprememba in rejci, seveda vsi rejci prašičev se bodo morali, bomo rekli, na nek način popisati. V okviru tega popisa se opredelijo tudi, ali bodo nastopali kot komercialni oziroma nekomercialni obrati. Zdaj, kakšna je razlika med njimi? Nekaj razlik, seveda ena pomembna razlika je ta, da redijo ti izključno prašiče za svoje potrebe, zato jih tudi imenujemo te prašiči kmečka reja. Tukaj ni kategorij, ni prevedb in praktično ti rejci
lahko se registrirajo v novo aplikacijo, ni pa nujno. Praktično na teh kmetijah nekih odhodov oziroma premikov iz kmetijskega gospodarstva ni. Razen v primeru, ko se odločijo, da bo pač za kol, za njihove potrebe opravila neka registrirana klavnica. V tem primeru imamo premik, sicer pa premikov praktično ni, ker te prašiče itak zakoljejo doma za svoje potrebe, za potrebe družinskih članov oziroma tudi najetih delavcev, ki jim pomagajo pri kmečkih opravilih. Tako da to sta praktično dve spremembi. Naslednja stvar, katero je potrebno opozoriti rejce, vsi so, mislim, da okrog 1. maja, eni malo prej, eni malo pozneje, so dobili domov obvestila. Ta obvestila služijo predvsem temu, da se rejci registrirajo v novo aplikacijo Volos. Številni rejci so seveda imeli že doslej dostop do Volos in v tem Volosu so normalno opravljali premike prašičev. No, seveda z 1. majem se vzpostavlja ta tako imenovana nova aplikacija Volos in vsi rejci, ki to želijo, se lahko s pomočjo tistih obvestil registrirajo. To pomeni, da bodo vsa potrebna opravila praktično delali doma iz naslanjača. Ni pa nujno. Veliko je takih vprašanj, sploh strani manjših rejcev, tudi nekomercialnih rejcev, ali jim je to potrebno, ali jim ni potrebno. In ne, ni jim potrebno. Vse te stvari lahko v njihovem imenu za njih opravi pooblaščena organizacija. Pooblaščene organizacije pa so veterinarske organizacije in kmetijsko-gozdarski zavodi. Jaz seveda rejcem svetujem, da vendarle ne glede na obseg svoje reje, vsi tisti, ki imajo vsaj malo, bi rekli, nekega navade z dela z računalnikom oziroma telefonom, da se vendarle registrirajo v to novo aplikacijo Volos in na ta način jim bo številne poti jim bodo prihranjene. Ker če se rejec seveda ne bo registriral v to aplikacijo, bo to zanj storila pooblaščena organizacija, to pa je seveda povezano tudi s stroški, saj je potrebno obiskati pooblaščeno organizacijo, treba se vzeti čas in tako naprej. Jaz vsem rejcem svetujem, da nekako se vendarle odločijo, pa se registrirajo. Potem naslednji pojem, ki se uvaja in povzroča veliko skrbi našim rejcem, je tako imenovani elektronski spremni list. Doslej se seveda promet prašiči potekal s pomočjo papirnatih spremnih listov, sedaj se uvaja ta novi pojem, elektronski spremni list, v bistvu pa ne gre za nič drugega kot to, namreč rejec, ki se bo registriral v aplikacijo, bo lahko premik prašičev opravil preko računalnika, preko telefona. Kupec prašičev bo na telefon dobil SMS sporočilo s številko elektronskega spremnega lista in v bistvu to SMS sporočilo nadomešča tisti klasični spremni list na poti v svojo rejo, ko pelje prašiče, bo praktično mu to SMS sporočilo služilo kot dokazilo, da je pač ta premik opravil legalno. Seveda s tem sporočilom v primeru, ko ne bo imel registriranega Volosa, bo pač obiskal pooblaščeno organizacijo in bo ona vnesla v centralni register ta dogodek. Če pa je za tiste rejce, ki pa imajo pač ta Volos vzpostavljen oziroma so se registrirali, pa preprosto doma z enim klikom potrdijo ta prihod in s tem je v bistvu vsa zadeva zaključena. Rad bi povedal, da se z novim pravilnikom ukinja ta klasični register prašičev na gospodarstvu, ta roza knjiga. To seveda ne pomeni, da rejci lahko zavržejo te dokumente.
ta register je vseeno treba arhivirati še 3 leta, ampak v novem pravilniku praktično tega registra ni, ampak se uvaja tako imenovani elektronski register prašičev na gospodarstvo, tako da jim tudi to delo nekako odpade, kot tudi odpade arhiviranje tistih spremnih listov. Ta novi pravilnik je tudi gre po neki poti digitalizacije, tudi na tem področju smo priča temu dogajanju in tisti rejci, ki bodo uporabljali aplikacijo Volos in številni jo uporabljajo, moram povedati, da številni rejci v Pomurju so zelo hitro prijeli za to in pridno že to aplikacijo uporabljajo in njihove izkušnje so, moram reči, pozitivne. Vsi so dejansko to sprejeli kot neko razbremenitev v smislu teh papirnatih opravil in z tega razloga tudi nimajo nekih večjih težav. Naslednja stvar, kar se tiče domačih zakolov, veliko vprašanje okrog tega, ali domači zakol kakorkoli omejen. In omejen je dejansko pri nekomercialnih obratih. Če imajo lahko največ 5 prašičev na leto, potem pomeni to, da lahko 5 prašičev zakoljejo doma. Medtem ko pri komercialnih obratih, pri tistih obratih seveda zakol ni omejen. Noben rejca ne omejuje s številom zakola. Je pa nova stvar ta, da se v okviru novega pravilnika recimo tako zakol kot eventualna kraja, izguba oziroma pogin se vpisujejo v centralni register. To so dogodki, ki se recimo prej niso posebej spisovali, rejci so jih vpisali sicer doma v papirnati register prašičev, nikamor pa se ti podatki niso pošiljali. No, z novim pravilnikom se te informacije vodijo v registru prašičev, zato jih je potrebno seveda vnesti. Zdaj, kako pogosto se vnašajo? Vnesti je treba vsaj enkrat, bomo rekli, mesečno, če tak dogodek nastopi, če taka dogodka ni, ga pa seveda nimaš kaj vnesti. Naslednja novost, ki povzroča pa, bomo rekel, največ težav, so pa tako imenovane prevedbe prašičev. Vsi vemo, da prašiči seveda rastejo. In v novi register v bistvu mi začnemo voditi z odstavljenimi pujski. Nikjer pravilnik od rejcev ne zahteva, da začnejo voditi register z rojenimi oziroma živorojenimi pujski, ampak z odstavljenimi pujski. To pomeni, da rejci takrat, ko pujske odstavijo, takrat v bistvu jih vnesejo v register in od takrat naprej jih spremljajo. Ker ko ti pujski zrastejo, presežejo 30 kg, jih je potrebno prevesti v prašiče pitance. Ko ti prašiči pitanci rastejo, se rejec odloči in med svinkami odbere kakšne mladice, je potrebno prašiča pitanca prevesti v mladico. Ko mladica prasi, je potrebno prevesti v plemensko svinjo. In te prevedbe je seveda potrebno v register vnesti, sicer podatki o številu in kategorija prašičev ne morejo priti v register. V registru velja seveda to ravnotežje, kot ga poznamo iz računovodskih bilanc, se pravi, na eni strani imamo prihode na kmetijsko gospodarstvo, to so recimo odstavitve, to so prevedbe, to je tudi lahko izravnava stanja, ne nazadnje, na drugi strani imamo pa odhode iz kmetijskega gospodarstva, to pa tisto, ko mi dejansko prodajamo živali ali v klavnico ali v drugo rejo, to so živali, ki jih zakoljemo doma, to so živali, ki mogoče poginejo in tako naprej. In to stanje mora biti uravnoteženo. To je v bistvu namen tega registra. Zdaj register seveda, mi vemo, da smo v starem pravilniku, mi praktično nekaj podatkov o populaciji prašičev, sploh pa še manj pa o kakih kategorijah prašičev v Sloveniji nismo imeli. Najbolj točni podatki so bili na dan 1. februar tekočega leta, ko so
pač rejci izpolnjevali zbirne vloge, takrat so pri svojih svetovalcih tudi navajali kategorije prašičev, število prašičev. To bodo počeli tudi letos, medtem ko pa se za naprej predvideva, da bo ti podatki črpani direktno iz aplikacije. Podobna zadeva je tudi okrog rejcev, ki so vključeni v ukrep dobrobit prašičev. Teh imamo v Pomurju kar nekaj, v bistvu 2/3 vseh slovenskih rejcev, ki so vključeni v ukrep. Ti so do sedaj vsak mesec morali poročati število prašičev po kategorijah, no drugo leto oziroma že letos praktično jim tega več ni potrebno. Te informacije se bodo črpale tudi iz tega registra. Pa če nadaljujemo naprej, tudi kar se poginov tiče. Letos še rejci res poročajo pogine, ampak istočasno seveda treba poklicati veterinarsko-higiensko službo in naročiti odvoz. V prihodnje se napoveduje, da tega več ne bo treba. Takoj, ko bo rejec javil pogin, bo informacija šla do službe in služba se bo seveda sama oglasila in te prašiče oziroma kadavre pobrala. Pa zakaj pa je sploh prišlo do spremembe? Kot pravite, bil je že obstoječi pravilnik, sedaj nekatere novosti. Zakaj je prišlo do teh sprememb? Do sprememb je prišlo po eni strani predvsem zaradi, bi rekli, ta pravni red v Evropski uniji, seveda vsaka država mora nekako implementirati tudi v svojo zakonodajo. To je en razlog in tisti izvirni greh, če lahko tako rečemo, je uredba o zdravju živali, ki poleg ostalega predpisuje tudi načine označevanja in identifikacije prašičev. To je en razlog. Drugi razlog je seveda administrativni nadzor. Razumeti moramo, da država pač želi imeti nadzor nad rejo prašičev. Zdaj ga praktično nekega nadzora ni imela. Skozi ta novi pravilnik bo v bistvu dostopalo do bistveno več informacij, kot je po starem pravilniku, tako da to je ta administrativni nadzor. Tretja stvar je seveda, priča smo digitalizaciji na vseh področjih kmetovanja, kmetijstva in tudi na tem področju je to korak naprej, saj se uvaja praktično, v veliki meri se ukinja papirnato poročanje in spremljanje, uvaja se tako imenovano digitalno vodenje registra, sporočanje premikov in tako naprej. In tista zadnja stvar, ki bi naj bila tudi razlog, je pa seveda, kar se tiče masnih bilanc. Na ta način bomo dejansko ugotovili ali pa bomo rekli, lahko dokazovali izvor prašičev po eni strani v klavnicah in tudi v trgovskih verigah. Glede samih novosti pravilnika ste imeli tudi srečanja s prašičerejci, tudi preko spleta. Kako so ta srečanja potekala? So prašičerejci nekako bili seznanjeni z vsemi potrebnimi novimi informacijami? Torej? Res je, imeli smo mislim, da 3 predstavitve v živo, imeli smo tudi spletno predstavitev. Rejci so se udeleževali, bom rekel, udeležba ni bila taka, kot bi jo pričakoval, glede na to, da se vendarle uvaja en kup novosti, pa vendarle smo v ta namen pripravili posnetek te predstavitve, zato rejce pač pozivam ali povabim, da si predstavitev ogledajo na spletni strani našega zavoda. V primeru kakršnihkoli nejasnosti, vprašanj, pa smo jim seveda na voljo. Magister Sašo Sever, specialist za prašičerejo in ekološko kmetovanje. Jaz se vam na tem mestu zahvaljujem za vse podane informacije. Želim vam tudi uspešno delo in pa lep pozdrav v Kmetijsko-gozdarski zavod Murska Sobota. Hvala za povabilo in lepe želje. Toliko, spoštovane gledalke in gledalci, tokrat v oddaji Darovi zemlje. V vaši družbi bomo ponovno čez 2 tedna. Do takrat srečno!